Kranjski proračun velja za najbolj participatornega v državi, kar pomeni, da je pri vprašanju, kam s proračunskimi sredstvi potrebno vključiti čim več javnosti. Razlog je zato, ker smo praktično 2 leti preko fokusnih skupin, pa preko interesnih skupin, preko krajevnih skupnosti pripravljali trajnostno urbano strategijo, v kateri smo delali ravno to, kar participatornost predvideva, torej kar je tisto klasična participatornost, da vključiš čim več javnosti v odločanje, kam bo šla proračunska sredstva. To smo delali praktično 2 leti in vsi ti zaključki ali pa večina zaključkov v TUS-u, ki so konkretni in merljivi cilji na 7 tematskih področjih, prelivamo v okviru zmožnosti v proračun. Naraščajo tudi stroški delovanja v upravi zaradi sprostitve plač v javnem sektorju strani države. Po drugi strani pa bi nam mogla izplačevati 630 evrov dohodnine na prebivalca, izplačuje pa nam 530, kar v našem primeru pomeni okrog 9 milijonov evrov izpada letno. Zato smo se zelo orientirali na pridobivanje tudi drugih sredstev. Namreč jaz še vedno želim in tudi mestni svet želi, da je proračun razvojno naravnan in seveda, če ne dobivamo iz tistih rednih sredstev, torej iz države v primeru dohodnine ali pa edini drugi vir občine praktično je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, potem iščemo alternativne vire. Prvi vir so evropska sredstva, drugi pa javna in zasebna partnerstva. Prvi vir evropska sredstva, eno so sredstva za Gorki, druga faza, Gorki 2, druga faza, torej Britov, Predoslje in Mlaka. Tukaj ne bi izgubljal besed, projekt poznate, gre za infrastrukturni projekt, vloga je že na ministrstvu, razpis je že pripravljen, takoj ko dobimo pogodbo za sofinanciranje, gremo lahko v javni razpis in nekje spomladi začnemo delati. Kaj pa celostne trajnostne naložbe? Kjer je razvojnega potencijala, torej evropska sredstva in lastna sredstva občine za okrog 15 milijonov evrov in največ časa sem porabil za to, da sem pojasnil, da tukaj nimamo prostih rok, kam lahko ta sredstva grejo. Pravzaprav grejo lahko izključno na 3 področja. Sem spadajo zaenkrat pod vprašajem energetska obnova stanovanj v lasti mestne občine, degradirana območja v bivši ekonomski šoli oziroma podružnični šoli Simona Jenka, prenova tržnice, gasilski trg, druga faza glasbene šole, urbana oprema, pisarna za prenovo ter telovadnica v Stražišču. Vse to bodo zahtevni projekti, ki bodo močno oskubili proračun. Če zraven prištejemo še prenovo soseske planine ter kolesarsko stezo, ki bo povezala vzhod in zahod Kranja, potem predstavljajte si.